Put your head up, play! Jo, Žiga, pozdravljen, živijo, kako si, kako gre? Pa gre, še zmeraj zaradi trenutne situacije, čepim doma, gledam veliko nogometa. To je ključno. Gledaš veliko nogometa, mogoče lahko za začetek omeniva, da si Blaž obrat in da te je Blaž angažiral danes, ti podobno kot on, spremljaš ogromno nogometa in ker pripravljamo Power Ranking lestvico najboljših klubov Lige prvakov po prvem delu sezone, ki je že odigran, zdaj pred osmino finala. Ja, tako je. Midva bova povedala, kere ekipe mislimo, da imajo največjo možnost za osvojijo Ligo prvakov, pa tudi katere so tak honorable mention, da bi lahko presenetile in pač tudi dvignile pokal na koncu sezone. Najboljših 5 ekip, vsaj po najinem mnenju, zdaj preden sem začela snemati, sva podebatirala o najboljših ekipah, argumentih pro et kontra, potem bova pa tako kot si rekel, honorable mention, omenila še par ekip, ki jih seveda ne gre zanemarjati in ki lahko tudi kaj dosežejo v drugem delu oziroma na koncu pridejo do polfinala ali celo finala. Upam tudi, da bi se lahko letos zgodilo kaj takega, da bi res nekdo presenetil in bi imeli spet kakega novega zmagovalca. Pri takih vložkih denarnih redko pride do presenečenj, vemo, kje so najboljše ekipe in lahko upamo, da morda kakšen Leipzig, kakšna Atalanta, recimo z našimi igralci, med temi najtemnejšimi dark horsi, če bi tako rekel, res tistimi najbolj skritimi ekipami, ki lahko presenetijo, ampak glavni favoriti, glavnih 6, 7, 8 ekip z največ možnostmi, še posebej tiste na prvih 3, ko so debatirali, tukaj ni bilo nobenega razhajanja in tukaj mislim, da bo tudi zanimiva debata. Preden pa začnejo, bom pa jaz vas samo na hitro zaprosil, če lahko všečkate ta posnetek na naših kanalih, YouTubeu seveda, ali pa Spotifyu, iTunesih, Soundcloudu, se naročite na vseh teh platformah, če tega še niste storili in tudi pustite kakšen komentar. Ja, zdaj z Matejem in Blažem smo se dogovorili, da bi tudi bilo več nogometnih vsebin, tako da to ne bo edini podcast na to temo. Ja, večkrat smo že dobili kakšen komentar, da naj še malce več nogometa obdelamo, košarka in nogomet sta športa, ki jim seveda posvečamo največ pozornosti, ampak ob kopici zanimivih tem morda tudi še kaj drugega pride na spored, nogomet in košarka pa redno v tej sezoni. Mislim, da boste tudi z Blažem, ko konča sedanjimi obveznosti, poskušala kakšen podcast posnet, tako da upam, da bomo tudi na tem področju podobno informativni, zanimivi in vredni vašega časa in poslušanja, kot seveda to velja že pri košarki, vsaj upam, da. Ja, upam, da res. Pa greva kar veselo na delo, da mislim, da ni potrebno zgubljati časa. Torej, prvih 5 ekip, vsaj po najnem mnenju, pa mislim, da se tudi poslušalci ne bodo dosti razhajali pri njihovih rankingih. Bayern iz Münchna ni dvoma na prvem mestu, ekipa odlično igra v Bundesligi, ekipa odlično igra v Champions Ligi, v Ligi prvakov in eden izmed glavnih kandidatov, kar so se tudi oba strinjala za to, da zopet osvoji trojno krono. Na drugem mestu Liverpool, tudi ekipa, ki zadnjih nekaj let, nekje od prihoda Kloppa naprej, še posebej zadnje 2-3 sezone, napada vrh v domačem prvenstvu in v Ligi prvakov in v obeh tekmovanjih, zelo uspešna tudi letos. Na tretjem mestu sva postavila Manchester City, tisto dražjo od obeh manchesterskih ekip, čeprav v zadnjih 2 letih verjetno je kar tam nekje po zapravljanju, čeprav vsi radi govorijo o tem, koliko Manchester City zapravlja, kakšne bogate in bajne denarje tam od prihoda Guardiola naprej zapravljajo. Ja, to je vedno pač tema, ko govorijo o Cityju, je prva stvar vedno, ki jo omenijo, je točno to zapravljanje denarja in kako velike vsote zapravljajo. No in koga sva dala potem naprej?
Na 4. mestu, tukaj sva pa že imela več debat, sva malce bolj razmišljala o tem, ampak so se na koncu odločila za PSG, Paris Saint-Germain, kljub temu, da morda v domačem prvenstvu letos ne igrajo tako suvereno, kot bi pričakovali od takega kluba. Vendarle, ko gledamo njihovo postavo in glede na to, da tudi poškodba Neymarja ni bila tako resna in bo nared že za drugi del tekmovanja v Ligi prvakov, mislim, da si zaslužijo tole mesto trenutno, čeprav ne bodo imeli lahkega boja. Z Barcelono so imeli že nekaj izjemnih dvobojev in midva bova pred tistim drugim delom, pred osmino finala tudi posnela napovednik vseh parov, ampak do takrat je še nekaj časa, tako da so se zdaj odločila samo za te power rankinge in mislim, da si PSG zasluži na 4. mestu pozicijo, več o tem zakaj kasneje. 5. mesto, se pravim, tukaj smo imeli že več debat. 4., 5. mesto, pogovarjala sva se poleg seveda Paris Saint-Germaina še o Atletiku, Juventusu, Realu iz Madrida tudi in Chelseaju, tudi neke debate sva imela v Dortmundu, ampak o teh honorable mentions, kot si že rekel, Žiga, malce kasneje. Na koncu so se vendarle odločila, da dava na 5. mesto Atletico in potem tudi spregovoriva o vseh teh ostalih ekipah, zakaj morda Atletico malce višje, zakaj Juventus recimo na 6., ne na 4. ali 5. Pa začniva potem, če se strinjaš, Žiga, kar na 1. mestu z Bayernom iz Münchna, dominantna ekipa. Ja, najbolj dominantna ekipa trenutno v Evropi, tudi v njihovi domači Bundesligi jim kaže zelo dobro. Razen tiste druge tekme v drugem krogu, kjer so izgubili 4-0, ni videti nobenega razpada sistema ali pa kaj takega, kar je ponavadi vidno pri ekipah, ki so usvojile vse, da pade koncentracija, da ni več tiste prave motivacije. Ampak kot kaže, torej Hans Flick ima tisto skrivno formulo, da drži ekipo motivirano, da ekipa igra kakor more, kot tista navita ura, ki smo videli lani v finalu Lige prvakov. Tudi izjemno gledljiva ekipa, igrajo lep nogomet. Točno tako, trenutno v evropskem nogometu je najbolj dominanten način igranja ta high pressing, high tempo nogomet, v katerem pač svojimi, v bistvu z osrednjimi igralci pritiskaš nasprotnika, jih pritisneš nazaj na svojo gol linijo in jih prisiliš, da delajo napake. In mislim, da Flick je s to ekipo naredil ravno to, da znajo zapirati te podajalne linije, torej da delajo nasprotniki napake, da hitro ukradajo žogo in da svojimi izvrstno napadalno trojico, ki jo imajo v Kumanu, Lewandowskem, Müllerju, Gnabryju, da lahko torej zadevajo vse te zadetke. Lewandowskem, ki bi si verjetno zaslužil Ballon d'Or, zlato žogo za njegovo lansko sezono, ampak nažalost je niso podelili. Tako, ja, je pa zato dobil torej za napadalca leta od FIFA. Najboljšega igralca leta. Na to, ja, najboljšega igralca, ja, se pravi. No, dobil bi tudi nagrado za najboljšega napadalca leta, če bi ta obstajala. In ja, tako, ja. Glede na njegovo učinkovitost bi si to vsekakor zaslužil in je res, kar si povedal, Flick je trener, ki zna iz igralcev potegniti največ. Jih postaviti v vloge, ki jim odlično ustrezajo, ampak seveda ob tako kvalitetnih igralcih in taki postavi je tako delo tudi lažje, ampak je ekipa, ki teče gladko kot švicarska ura. Tako, ja. Flick ima tukaj veliko zasluge, kljub temu, da ima seveda odlične igralce na razpolago, po svoji viziji jih perfektno uporablja, torej vse njihove lastnosti perfektno uporablja. Tudi Douglas Costa, ki je prišel na posojo iz Juventusa, se je odlično vklopil v ekipo in se zdi, da tudi vse poteze, ki jih potegnejo z posojami ali pa nakupi igralcev, se nekako iztržijo. Bayern zelo redko, da bi zgrešil, kar se tiče prestopov, in ko kupujejo igralce, imajo te igralci ponavadi točno specifično nalogo, ki jo morajo upravljati. Ja, ne zapravljajo denarja v prazno, tako kot nekatere druge velike ekipe, ki zaradi tega recimo sedaj trenutno niso tako velike, kot bi lahko bile, ravno zaradi številnih slabih nakupov ali pa nakupov, ki se niso obrestovali. Vemo, kakšni denarji se obračajo v evropskem nogometu in tako si hitro nakoplješ kakšne dolge. Tako je, ja. Bi še kaj dodal ti tukaj o Bayernu ali greva na Liverpool?
Edino, kar bi dodal pri Bayernu, je mogoče samo to, da kot kaže, nimajo večjih težav s poškodbami, tako da mislim, da je to še zmeraj idealna ekipa trenutno v evropskem nogometu in seveda, če boš hotel priti do pokala prvakov, torej do Champions League finala, boš mogel premagati Bayern, vsaj nekje na poti do tja. Če ne prej, pa najkasneje v finalu, vsaj tako jaz mislim. Ja, tako kot si že omenil, z izjemo tistega spodrslaja na začetku sezone proti Hoffenheimu so bili v domačem prvenstvu in v Ligi prvakov na veliki večini tekem zelo suvereni in prepričljivi. Najna druga ekipa, ki sva se tudi še oba dva strinjala, da si zasluži drugo mesto, je Liverpool. Zdaj, kaj si ti misliš o Liverpoolu oziroma zakaj je nižje od Bayerna? Verjetno je tukaj nekaj recimo pristranskosti glede na lansko sezono in ta faktor, o katerem si zdaj na koncu govoril, faktor poškodb. Poškodba Virgila van Dijka, kljub temu, da recimo do sedaj so to relativno dobro kompenzirali, ampak še vedno govorimo o enem od najboljših obrambnih igralcev Evrope, če ne najboljšem, pa najboljšem obrambnem igralcu Premiershipa. In takega igralca seveda težko nadomestiš, ampak do sedaj so to relativno dobro počeli. Tako da mogoče je to en faktor in seveda to, da pač prvaku daš tisti benefit of the doubt. Vendar je potrebno reči, da ko govorimo o ekipah, ki igrajo suvereno v domačem prvenstvu in v Ligi prvakov, tudi Liverpool ni imel veliko spodrsljajev. En spodrsljaj v domačem prvenstvu proti Aston Villi, recimo na začetku sezone, tako kot Bayern iz Münchna proti Hoffenheimu, ampak z izjemo tega, recimo suvereni, ravno kar so premagali Crystal Palace 7-0. Enako pa tudi v Ligi prvakov se mi zdi, da z izjemo tekme proti Atalanti so igrali dobro v težki skupini, v skupini, ki ni bila lahka. Ja, s tem se popolnoma strinjam. Liverpool ima sedaj trenutno majhne težave s poškodbami, sedaj večina igralcev naj bi se že vračalo, recimo Thiago Alcantara, Diogo Jota, ki sta bila tudi poškodovana, se sedaj vračata, tako da bosta najverjetneje že pripravljena za njun spopad proti Leipzigu. Kot si rekel, Van Dijk ima še zmeraj je poškodovan, tako da vprašanje, če ga bomo sploh videli do četrtine finala. Bi pa rad dodal, da osebno Liverpool igra približno podoben stil nogometa, kot ga igra Bayern. Ta visok pressing, močno napadanje žoge, zapiranje podajalskih linij, da prisilijo nasprotnike, da delajo napake. In spet, ta sprednja trojica, Firmino, Salah in Sadio Mane, držijo žogo in torej izvajajo svoje, bom kar rekel, akrobacije pred golom in lahko res iz vsakega položaja zadanejo gol. In ko govoriš o taktiki, seveda ne moremo mimo klopa. Trenerja leta, vsaj zadnjega trenerja leta, ki je prejel to nagrado, ne vem, če se strinjaš, glede na to, da ravno govoriva Bayern, Liverpool, morda bi si Flick bolj zaslužil to nagrado, ampak ne moremo pa reči, da je nezasluženo romala v roke klopa, ali misliš drugače? Ja, tudi Klopp ima določene vrline, zaradi katerih bi si lahko zaslužil, da bi bil trener leta, ampak mislim, da če ti osvojiš trojno krono, pa tudi če je v nemški ligi, vsi pravijo, da je lažja liga, kot recimo Premiership, se mi zdi, da to je še zmeraj tak dosežek, da ta nagrada ti ne bi smela uiti kot menedžer v neke ekipe. Osebno mislim, da si je Flick veliko bolj zaslužil to nagrado, kakor Klopp. Ja, nisi edini, ampak ravno ko smo omenjali seveda te težave s poškodbami, ki jih ima Liverpool to sezono, takrat se tudi pokaže recimo določen trenerski talent, če ekipa lahko to uspešno kompenzira in recimo ne začne serijsko izgubljati tekem ali pa ne začne izgubljati tekem zaradi teh poškodb in Liverpoolu je to uspelo in tukaj treba tudi recimo v tej sezoni, čeprav seveda ta nagrada je štela še za lansko sezono, ko govorimo o trenerju leta, ampak ko govorimo o odličnih trenerjih, ja, je tudi Klopp trener, ki je uspehe žel v vsakem klubu, kjer je treniral in tudi v Liverpoolu uspešno nadaljuje delo, ki ga je odlično počel predtem v Borussiji. To je res, ja. Bom kar rekel osebno, da tudi kot Unitedov fan, da mi je Klopp zelo všeč kot trener, ker ima filozofijo, ki jo točno vejo vsi in vsi igrajo na isti način.
Tako da te poškodbe niso niti tak problem, zato ker on pripelje noter novega igralca, ta igralec točno ve, kaj mora početi. Ker je bilo to vse v tej njegovi filozofiji in treningih in vse je bilo to povedano, nakazano, kako je treba igrati in kako mora potekati igra. Poškodbe seveda bodo vplivali na njihov tek v Ligi prvakov, mislim pa, da ne bo tako velik problem, kot večina ljudi misli, da bo. Ja, dve ekipi, ko govoriva o Bayernu in Liverpoolu, ki se lahko srečata na koncu v finalu Lige prvakov. Tako je, mislim, da Liverpool in Bayern sta ekipe, ki jih pričakujeva v finalu. Jaz bi samo še dodal, da Liverpool in Bayern igrata res zelo podoben oziroma skoraj identičen stil nogometa s tem high pressingom, ampak vseeno mislim, da je Bayern še zmeraj tisti kanček boljša ekipa, oziroma saj v kvaliteti so kanček boljši, so malo bolj uigrani in imajo na določenih položajih boljše igralce. Čeprav na njune dneve, če igrata obedve na 100%, je res met kovanca, kdo zmaga to tekmo. Ta boljša uigranost je seveda delno tudi posledica tega, da je mogel klop letos več rotirati zaradi poškodb nekaterih ključnih igralcev. Vse kar strinjam, ja. Pa če ne bi še kaj dodal, gremo morda lahko na najno tretjo ekipo. Lahko, ja, torej tretjo mesto imamo City. Manchester City, the other team from Manchester, ti bi verjetno raje videl, da bi bil United više, ampak glede na igre, predstave, že spet, ko so delala te power rankinge, lestvico sva nekako vzela v ozir predstave v domačem prvenstvu in Ligi prvakov in seveda skušala neko celotno podobo ekipe, ki v tem trenutku stoji v Evropi, ki bi jo rangirali na lestvici najboljših ekip Evrope. In tudi tukaj so se na koncu potem oba dva strinjala, da si City zasluži tretje mesto za Bayernom in Liverpoolom. Ja, Bayern in Liverpool sta res na prvih dveh mestih, ampak jaz mislim, da med Liverpoolom in Cityjem je pa potem že kar večja razdalja. Sedaj, kot si rekel, v Cityju gre solidno v domačem prvenstvu, medtem ko pa v Ligi prvakov, torej v skupinskem delu, so bili pa res neuničljivi. Je pa tudi res, da so igrali v bolj lahki skupini. To si zelo prijazno rekel. Ja, mogoče celo najlažji skupini. Ja, oziroma en izmed najlažjih. Ampak kljub temu mislim, da bi lahko presenetili. Torej zame je to ena ekipa, ki bi zna presenetiti, ampak glede na pretekle rezultate jih je težko dati kam višji na lestvico, zato ker v Champions League še niso pokazali, da so res iz pravega testa, da lahko osvojijo pokal. Sej, načeloma ekipe z otoka, britanske, angleške ekipe imajo, vsaj zgodovinsko gledano ponavadi v Ligi prvakov, niso tako uspešne, nekateri pravijo, da je to zaradi težkega domačega prvenstva. Midva imava zdaj dve od prvih treh ekip so ekipe z otoka, ampak ko si omenil vseeno domače prvenstvo solidno, niso tako prepričljivi in tukaj mislim, da se obada strinjava, gledava bolj projicirava naprej v drugi del sezone in računava, da bo tam City pokazal več. Tako je, zdaj jaz sem pričakoval veliko več od Cityja, sedaj letos so tudi... Večina je, ja. Tako ja, kot večina. Letos so spet zapravili ogromno denarja, ampak pri Bayernu so rekli, da torej njihovi nakupi so pametni, točno vejo, kaj iščejo in dobijo, kar hočejo. Medtem ko City imam jaz vsaj osebno občutek, da mečejo denar vsakemu, ki ima približno, se jim zdi v redu, vržejo denar, pride v ekipo pa ugotovijo, da ta igralec sploh ni dovolj dober, oziroma da ta igralec ne sodi v način, ki ga hoče igrati Guardiola. Zakaj je pa treba potem kriviti predvsem Guardiolo, bi rekel. Tako ja, in sedaj na to, da on vleče vse poteze v ekipi. Ja, in letos dobiva Guardiola precej kritik, torej z otoka in z vseh navijačev in z vseh medijev. Tako da jaz zdaj vsaj osebno upam, da lahko City obrne njihovo sezono okoli, da lahko mogoče konkurirajo v Champions League. Kar se tiče pa nogometa na otoku, se bojo morali pa precej potruditi, da bojo lahko mogoče konkurirali Liverpoolu, ker sedaj namesto, da bi tisto razliko od lani skrajšali oziroma zmanjšali, se zdaj ta razlika samo še povečuje. Ja, od ekipe s takimi imeni in takim budžetom bi pričakovali precej več.
tudi kritike, ki zdaj letijo na Guardiolo, si omenil in moram reči, da so zaslužene. Če ga primerjamo s Kloppom in Liverpoolom, kako Liverpool igra, kljub težavam s poškodbami, o katerih sva govorila, bi taka ekipa, preprosto tudi glede na to, da nimajo recimo kakšnih večjih težav s poškodbami to sezono, kakšnih resnih težav, bi pričakovali precej več. Seveda, trenutno je pred njimi Southampton. Je res, da imajo odigrano eno tekmo več, ampak kljub temu Southampton ima četrtino budžeta, ki ga ima City, oziroma mogoče še manj. Mislim, da celo manj, ja. Skoraj za 100% še manj, pa so kljub temu za njimi, tako da tukaj v Cityju se mi zdi, da res nekaj ne štima. Jaz seveda upam, da lahko obrnejo okoli in da lahko vidimo spet tisti Guardiolin nogomet, kjer razbija ekipe z močno posestvijo, da razširi obrambo in torej z strani preko svojih wingbackov ali pa fullbackov z temi crossi, da lahko potem z glavami oziroma z lepimi akcijami dajo spet gole. Kjer je seveda kakšen Raheem Sterling zelo uspešen. Ja, in Kevin De Bruyne seveda. In ravno, ko omenjaš taka imena, se potem malce popraskaš, zakaj niso bolj uspešni, če imajo na skoraj da vseh pozicijah top 5, top 10 igralce v Evropi. Na papirju bi ta ekipa morala biti više. V Ligi prvakov pa seveda dominanca v skupini ni bila presenetljiva, ko si že omenil to razmerje. V proračunu bi verjetno lahko rekli tudi, da v Ligi prvakov Marseille, Olympiakos in Porto skupaj nimajo tam niti pol toliko denarja na razpolago, kot Manchester City. No, verjetno malo pretiravam, ampak skupaj te trije klubi zagotovo nimajo toliko kot Manchester City. Oziroma si ne morejo privoščiti zapraviti toliko, koliko si lahko recimo privošči City v enem poletnem prestopnem roku. Tako je, ja. Bi še kaj dodal tukaj ali greva naprej? Lahko greva naprej, mislim, da so dovolj zbadala City. Samo dodal bi še to, mislim, da je ta sezona res pravi test sedaj za Guardiolo. Celotna stvar, da so pripeljali njega v City, je bila točno to, da oni osvojijo Champions League oziroma Evropsko lovoriko. In do sedaj mu to še ni uspelo in sedaj je pač pod resnim pritiskom in more pokazati, da še zna oziroma da še lahko naredi to, kar je naredil takrat z Barcelono. Sedaj razlike so spet med temi ekipami, torej od 3. do 5. mesta so res zelo mehne in je bolj kot ne samo, kjera ekipa nama je ljubša na papirju. Atletico in PSG so torej dve ekipe, ki ste zelo blizu Cityja in zato sem midva na 4. mesto dala PSG. Tako, tukaj sva imela predvsej več debat, ko sva govorila o Cityju, PSG-ju, Atletiku, tudi Chelseaju, Juventusu, tudi v Realu sva se pogovarjala, tukaj v tem rangu ekip od 4 do 7, 8, sva zelo tehtala. Sva zelo tehtala, gledala domače prvenstvo, gledala dosežke v Ligi prvakov, situacija s poškodbami, vse to pač igra določeno vlogo pri tem rankingu, ampak na koncu so se vendarle nekako odločila, da bo dala PSG na 4. mesto, čeprav v domačem prvenstvu niso letos toliko suvereni, kakor bi pričakoval že spet od ekipe, ki je toliko dražja, toliko večja od vseh ostalih v domačem prvenstvu. V Ligi prvakov pa ni bila lahka skupina, to je treba povedati, morda celo najtežja skupina, vsaj glede na dosežke ekip v zadnjih sezonah. Leipzig, Manchester United, Paris Saint-Germain, vse tri ekipe so že pred začetkom sezone lahko resno računale, vsaj na podlagi lanske sezone, recimo, da se bodo uvrstile seveda v drugi krog in ena dobra ekipa je bilo jasno, da bo izpadla na koncu, je bil to Manchester United in Paris Saint-Germain je napredoval skupaj z Leipzigom. Ja, tako kot si rekel, sva res tehtala, kam in kako bi ga postavila. Ena stvar, ki je vsaj meni potem pretehtala, je bila to, da so bili le lani v finalu Lige prvakov, čeprav mislim, da so tja prišli po veliko lažji poti, kakor Bayern. In osebno mislim, da imajo mogoče malo težavo z motivacijo, nešteto izstopov iz četrtfinala, polfinala in sedaj še iz finala, kakor da so mogoče malo zakleti in da res ne morejo osvojiti Lige prvakov.
Letos imajo dobro priložnost, tale par Barcelona, PSG je seveda zelo opevan v osmini finala, veliko se govori tudi zaradi tiste zgodovinske tekme, unga comebacka Barcelone 6-1, 3-4 leta nazaj, 2017 mislim, da bilo, je zgodovina pestrih dvobojev med ekipama, zaradi tega morda se malce bolj hajpa ta dvoboj, ampak realno, glede na trenutno situacijo Barce, bi seveda PSG mogel brez večjih težav napredovati, ampak da ne bova preveč o tem, kaj bojo, da je o tem, kaj so do zdaj. Rekel sem, ja, v prvenstvu niso toliko suvereni, ampak tudi tukaj projicirava. Taka ekipa s takimi imeni, zdaj tudi poškodba Neymarja, zvin gležna, ni kakšna teža poškodba, zaradi katere bi bil odsoten dlje časa, bo seveda že nared za boje v drugem delu Lige prvakov. Taka ekipa preprosto bi morala doseči več in mislim, da lahko letos to tudi storijo, recimo v tem drugem delu Lige prvakov so se mi zdeli zelo suvereni. No? Na tistih 3 tekmah proti Leipzigu, povratnih seveda proti Leipzigu, proti Manchester Unitedu in potem zadnji tudi proti Istanbulu, so delovali kot ekipa, ki lahko naredi letos korak dlje oziroma pride vsaj do polfinala in resno računa, kar seveda taka ekipa vsako leto mora računati resno na tista najvišja mesta, ampak letos tudi na finale. Ko si rekel, da ima City neskončen mošnjiček denarja, bi moral tukaj omeniti, da je podobno velja tudi za PSG. Imajo torej isto ogromno denarja, ki ga zapravljajo letno za prestope. To je ta naftni denar. Ja, naftni denar, ja. Ampak spet, torej, na papirju bi ta ekipa morala dosegati več, ampak se pa stava popolnoma strinjam, da torej v drugi polovici skupinskega dela so pokazali tisti pravi PSG, torej njihovo dominantno igro, v kateri stisnejo ekipe v kot, da ne vejo več kaj narediti in potem pa seveda Mbappé, Neymar, Di Maria s svojimi čarovnijami zadevajo gole. Sam, ko omeniš ta 3 imena, je to najbolj učinkovit, vsaj na papirju, strašen napad Evrope. Mislim, da takemu napadu na papirju ne more nobena ekipa konkurirati. Ta trojica bi jih najverjetneje dal na prvo mesto, seveda na drugo mesto je pa postavil Bayernovo trojico, ampak te 3 igralci lahko premagajo še najboljše branilce na svetu. In bomo videli, če jim bo to letos tudi uspelo. Mbappé je tudi letos v izjemni formi, Di Maria in seveda Neymar enako. Res so strašni, ko so locked in, praktično ekipa ne more, nobena ekipa jih ne more zaustaviti, oziroma težko najdeš rešitev, ker imaš 3 tako nevarne igralce skupaj na zelenici. Ja, treba je samo omeniti, zakaj sva jih dala na 4. mesto. Ker lani so imeli precej lahko pot do finala in potem v finalu niso pokazali pretirano veliko, ker je Bayern v finalu pokazal srce, moč, konstanten pritisk in totalna dominacija celotne igre. Bomo videli, do kam lahko prileze PSG. Upam, da lahko pridajo daleč, ampak spet, če bo imeli podoben tek, kot so ga imeli na začetku skupinskega dela, jim ne kaže dobro. Ja, nekako 2 obraza Paris Saint-Germaina smo videli v Ligi prvakov. Na začetku prve 3 tekme, recimo tisti slabši obraz in v drugem delu tisti pravi obraz, če temu tako rečemo. Zdaj, vprašanje seveda je, kateri je pravi obraz, ampak tale obraz, ki smo ga videli v tem drugem delu njihove predstave, mislim, da se oba strinjava, so precej bliže temu, kar bi taka ekipa s takimi igralci, s tako postavo morala doseči. In nekaj, kar je potrebno, da osvojiš Champions League. Tak način igre, taka suverenost, taka moč, taka želja po zmagi je stvari, ki jih moraš imeti, če hočeš osvojiti Ligo prvakov. In seveda, ko si omenil že tisti lanski zaključek Lige prvakov, je bil rahlo specifičen po tisti prekinitvi zaradi covida in so ekipe, igralci različno ohranjali, vzdrževali formo in je verjetno tudi to, nedvomno tudi to vplivalo na njihove predstave potem na Portugalskem. Tako, in če se strinjaš, če ne bi še kaj dodal, lahko greva naprej po najini lestvici? Seveda,
peto ekipo, ki smo jo dali na lestvico, je bil pa Atletico, ki je vsaj mene osebno zelo navdušil to sezono, ker so v enem prestopnem roku so prešli iz ekipe, ki igra samo bunker in ko jo gledaš na televiziji, v bistvu je samo za zaspat zraven, v zelo zabavno ekipo, ki sedaj ima ta nek miks napada in zelo efektivne obrambe. Ja, jaz bi rekel v dveh prestopnih rokih. Lanski z Joaom Felixom in letošnji z Luisom Suarezom. Mislim, da s tema dvema igralcema so oni, njihov napad, pridobil toliko, da, tako kot si ti rekel, ja, so res iz neke skoraj da bunker obrambne ekipe, ki je igrala samo na kakšen protinapad, vsake toliko časa, so rata res ekipa, ki tudi v napadu igra. Zelo všečno letos, zelo lep nogomet in v vratih, tako kot vedno, seveda blesti Jan Oblak, ki je tudi letos med 3 kandidati za najboljšega vratarja na svetu. Zdaj verjetno bo nagrada tudi letos romala v roke Neuerja, ampak je Oblak zelo blizu. Mislim, da ni neke velike razlike v kvaliteti med tema obema mojstroma. Ja, to se kar strinjam, da Oblak je mogoče samo malo pod njim, tako da lahko kmalu pričakuje tudi on kako nagrado, ko se Neuer upokoji, saj tudi on že v letih. Tako da mislim, da Atletico zna biti ekipa, ki bo kar konkretno presenetila oziroma tudi šokirala koga v Ligi prvakov letos. Ja, in na nek način, ko sva seveda debatirala o teh ekipah v najini lestvici, tudi za 5. mesto, kot sem dejal, tam od 4. mesta naprej, 4., 5., 6., 7., 8., sva ogromno govorila in ko sva govorila recimo tudi o Chelseaju kot enem od teh kandidatov, sva nekako tudi malo projecirala in nekako računala, da bi Atletico v tem težkem dvoboju, seveda, ni lahek par, ampak premagal Chelsea in na podlagi tega tudi recimo Chelsea nekaj niže dala na najini lestvici, ker to je namreč tisto ključno, kar so zdaj že malce omenila, namreč ko odlična obrambna ekipa in Atletico je vedno bil ekipa, ki je zmagovala z obrambo, razvije še napad, potem dobimo, recimo, če se jaz navežem malo na NBA, potem dobimo recimo kakšne Golden State Warriors lahko, ko je ekipa, ki je imela odlično postavljeno obrambo in ne najboljši napad, z novim trenerjem dodala še izjemen napad in potem postala seveda ekipa, ki je bila najboljša v ligi. Zdaj ne bom rekel, da je Atletico seveda na nivoju Golden State Warriors v NBA ligi, te paralele ne moramo potegniti, to so bolj paralele potem Liverpool ali Bayern. Ko govorimo zdaj, pa ne, seveda letošnji Golden State Warriors, pa da ne bom zdaj se preveč zgubil, ampak to je tisto ključno, namreč odlična obrambna ekipa ima zdaj še zelo učinkovit, zelo dober napad z Suarezom in Felixom Joaom in tudi jaz mislim, da bi bilo skoraj da presenečenje, če ne bi na koncu bili recimo v polfinalu, v četrtfinalu. Mislim, da bodo premagali Chelsea in to samo po sebi že precej pove o tem, za kako kvalitetno ekipo gre, o čemer pa seveda priča tudi njihova pozicija v La Ligi, letos na 1. mestu. Ja, če pogledamo lestvico, so trenutno prvi z 2 manj odigranima tekmama, kar je kar velik dosežek in tudi zato jaz mislim, da Atletico je neke vrste torej dark horse, ki lahko preseneti vsako ekipo v Ligi prvakov. Seveda bolj konkretno bomo šli v tekmo med Atleticom in Chelseajem, ko bomo delali napovedi, ampak mislim, da Atletico lahko premaga Chelsea. Seveda to ne bo sedaj rezultat 5-0 ali pa kaj takega v skupnem seštevku, ampak bo 1-0 ali 2-0, ker Atletico je še zmeraj Atletico, tista defenzivna ekipa, ki zelo rada se zapre in čaka na tiste priložnosti, ki jih bo pa seveda Chelsea bo dal te priložnosti. Zato, ker Chelsea mora igrati na napade, se njihova obramba ni najboljša. Ko sva debatirala o samem rankingu, o lestvici, vrstnem redu, sva seveda podebatirala tudi o madridskem derbiju z Realom, kjer so izgubili z 2-0 in kljub temu, da Real letos v prvenstvu ne blesti, igra Atletico boljše v prvenstvu. Če bi Real tako igral, kot je igral proti Atletiku celo sezono, jim ne bi zdaj potem gledali v hrbet, ampak jim gledajo v hrbet in zaradi tega tudi med španskimi ekipami, med ekipami iz Madrida Atletico višje od Reala to sezono.
mislim, da so v Atletico povedala bolj kot ne vse. To je ekipa, ki se jo morajo opaziti. Prav vse ekipe, ki so še ostale v tekmovanju. Se strinjam, greva potem najne honorable mention, da se ko govorijo o tem, da so razlike zelo majhne. Ekipe, o katerih sva še govorila, ko so govorila o tem 5. mestu, 6. mestu, 4. mestu, tudi mislim, da naslednje 3 ekipe nekje na najnem seznamu so Juventus, Real in Chelsea. Zakaj Juventus na 6. mestu, zakaj ne više, Žiga? Razlike med ekipami so zelo majhne, ampak osebno mislim, da Juventus bo imel težave, ko bo prišel v naslednji krog. Letos ima novega trenerja, torej Pirlota, legenda italijanskega nogometa, se je vrnil, ampak sedaj na klop kot trener. Lahko presenetijo, ampak imajo spet podobne težave kot vedno. Počasna igra, precej napak si privoščijo in niso navajeni na hitrejši tempo, ki ga imajo druge lige. Ker italijanska liga slovi po tem, da ima bolj počasna, torej igre niso tako hitre. In zdaj, ko se Juventus spopade z ekipo, ki igra z visokim pressingom, ki veliko šprinta, ki močno pritiska na njih, ponavadi taka ekipa slej ko prej popusti in ne zdržijo tega pritiska. Primer, predstavljajte si Juventus proti Liverpoolu, da mogoče 10% šanso Juventusu, da premaga Liverpool. Ja, na lestvici po 13 odigranih tekmah gledajo v hrbet Milanu in Interju, torej obema milanskima kluboma. Pred začetkom sezone je bil Juventus prvi favorit za prvo mesto, sicer razlike niso tako velike, 4 točke za Milanom. 2 ekipi, zanimivo mi je tukaj Juventus in Milan. Pri Juventusu 35-letni Ronaldo, pri Milanu 39-letni Ibrahimović. Ronaldo letos 16 golov že v vseh tekmah, seveda tudi lep delež 11 metrov zraven, ampak Ronaldo še vedno igra na zavidljivo visokem nivoju in verjetno mnogi niso pričakovali, da bo pri teh letih še vedno tako dober. Omenil si zdaj novega trenerja, ali tudi tukaj vidiš kakšen razlog, da recimo niso tako zelo uspešni? Ja, seveda. Vsakič, ko pride nek nov trener na klop katerega koli kluba, na začetku vidimo, da je tista faza, ko se igralci prilagajajo na nov način igre, na nov sistem, ki ga uvaja nov trener. Bomo videli, kako bo, ko bodo igrali v Ligi prvakov. Upam, da bo šlo, ker stara dama je le še zmeraj klub z tradicijo. Ampak bomo videli, če je Pirlotova prva sezona že tista sezona, kjer bo dvignil pokal, in osebno mislim, da še to ni čas za njega. Je še mlad trener in ima še precej časa, da dokaže, da se lahko v bistvu ravsa z velikimi fanti, kot so pač Liverpool, Bayern, City. Ja, na ranking je poleg tega domačega prvenstva nekaj vplivala tudi recimo temu lahka skupina v Ligi prvakov. Barcelona preprosto ni več tista Barcelona iz zadnjih let, ogromno težav, ne samo z slabimi nakupi, če temu tako rečem, oziroma nakupi, ki se niso obrestovali in posledičnimi finančnimi težavami. Letos so razprodali pred sezono in začenjajo nek rebuild in čakajo samo še odhod Messija, za katerega se zdi, da je neizogiben. Zaradi tega tudi poraz proti Barceloni doma je nekaj, kar kaže na to nestabilnost, na to neko iskanje še neke forme ekipe, o kateri so že govorila. Zmage proti ekipam, kot so Ferencvaroš ali pa Dinamo iz Kijeva, so seveda koristne, štejejo, točke so točke, ampak težko temu rečemo, da so imeli nek resen test. Tako je. Videli bomo, kaj bo Juventus lahko naredil v naslednjem delu tekmovanja. Vsekakor mislijo, da bodo napredovali proti Portu, torej bodo prišli med 8 ekip, to mislim, da se strinjava, ampak preprosto se ne zdijo kot ekipa, ki bi lahko letos recimo prišla na sam vrh. Upam, da me presenetijo. Seveda rad gledam Juventus oziroma rad gledam tekme proti Juventusu, bom tako bolj rekel. Ja, jaz rad gledam Ronalda. Mislim, jaz sem bolj player fan kot team fan. V košarki in nogometu sem pravzaprav enak. Gledam ekipe zaradi igralcev, ne pa igralce zaradi ekip. In zaradi tega tudi občudujem Ronalda, da pri teh letih še vedno igra na tem nivoju in še vedno dosega gole s tako lahkoto. No, zdaj za Juvetom sva uvrstila Real.
Imajo kar nekaj težav, v La Ligi imajo težave in že gledajo v hrbet svojemu mestnemu rivalu Atletiku. Problemi nastajajo na klopi z Zidanom in očitno je neko trenje na Bernabeu, tako da sva jih dala nižje. Seveda ekipa na papirju bi si zaslužila biti veliko više, ampak zaradi težav, ki jih imajo z igralci in s klopjo in s trenerjem in z vsem, sva jih dala precej nižje na seznam. Ja, če jih ne bi Benzema rešil, potem bi že v skupinskem delu Lige prvakov lahko zaključili svojo pot. In tudi skupina, v kateri je bil Real, definitivno ni skupina, v kateri bi se moralo prvo mesto odločati na zadnji tekmi, kjer je Real igral proti Mönchengladbachu. To ni tekma, na kateri bi Real moral biti, sedaj pa če to zmagamo, smo pa naprej. Real bi moral imeti že po 4 tekmah zagotovljen prehod naprej v naslednji del tekmovanja, tako pa so res do zadnjega dneva bili celo tretji nekaj časa. Ja, mislim, in tudi poraz proti Šahtjarju iz Donecka in neprepričljive recimo predstave na ostalih tekmah. Nekako se zdi izjemo zadnje tekme, da na nobeni tekmi niso bili res, prepričljivi. Tudi pri zmagi proti Interju 2-0. Potem pa seveda sledil v drugem delu tekmovanja, kateri je pa potem že spet sledil poraz proti Donecku. Tako da niso ne v domačem prvenstvu, ne v tej relativno lahki skupini, lahko rečemo, niso bili prepričljivi in ta notranje trenja tudi kažejo pač na neke težave, ki jih bo treba prej ali slej rešiti. Zidane že skoraj da od samega začetka sezone, vsak teden se govori o tem, da hodi po robu in da se ga lahko znebijo. Tako da težko na tako ekipo seveda računaš, po drugi strani pa govorimo o Realu iz Madrida, ki ga ne gre nikoli odpisati. Zato si seveda zaslužijo mesto med 8, čeprav bi seveda verjetno obadva rada videla, da bi izpadli že v osmini finala proti Atalanti, da bi jih Atalanta presenetila. Ampak vendarle je razlika v kvaliteti ekip dovolj velika, da bi Real mogel zmagati ta dvoboj. Čeprav, če bo Josip Iličić igral tako, kot je igral na zadnji tekmi proti Romi, kjer je praktično lastnoročno zrežiral preobrat z 2 fantastičnima podajama, potem pa še poskrbel za čudovit gol za 4-1. Ampak glede na imena in na listo, ne more biti tako velika optimista, kljub temu, da bi seveda rada bila, in enako tudi za Leipzig, recimo od Kampla, predvsem take manjše ekipe, ne samo zaradi naših igralcev, ker vedno je lepo videti, ko seveda nekdo premaga favorita, izrazitega favorita, ko manjši klub gre daleč, ko manjšim klubom uspejo kakšni podvigi v Ligi prvakov, je vedno zelo fino videti. V bistvu si zelo dober napel na to, da zadnja ekipa oziroma še ena ekipa, ki smo jo tudi hotela omeniti, je ravno Atalanta. Vsaj osebno mislim, da Real proti Atalanti bo zelo zanimiva tekma, ker Real kaže šibkost, kaže, da ni najboljša ekipa. Kot si rekel, vsaka tekma je lahko Zidanova zadnja tekma, konstantno pritisk medijev, pritisk navijačev, pritisk od samega vodstva kluba. Če lani ne bi prišlo do prekinitve, osebno mislim, da bi Atalanta prišla veliko dlje, kot je prišla, ker ko se je ponovno začela Liga prvakov, Iličić ni več igral zaradi osebnih težav in je ostala njegova ekipa, torej brez enega ustvarjalcev igre oziroma enega zelo dobrega strelca. Kar oboje, kreatorja in strelca. Ja, tako da mislim, da ta tekma bo zelo zanimiva. Gledali bomo oslabljen Real proti zelo zabavni ekipi Gasparinija in res upam, da če je ena tekma, kjer lahko vidimo, da bo torej nek underdog story oziroma da bo nekdo, ki je slabša ekipa, premagal boljšo, mislim, da je to ravno ta tekma. Ampak na papirju sva vendarle potem nekje glava pretehtala nad temi emocijami in sva dala malce više, čeprav Atalanta, če bi delala power ranking recimo do 9, 10, 11, je v tem rangu, bi lahko rekli, da je med recimo 10, 11 ekipami, tudi zaradi vseh teh stvari, ki si jih ti zdaj povedal. Ampak da ne bo v tem podcastu predolga,
ko govorimo o najboljših 8 ekipah Evrope v tem trenutku. Na koncu sva se nekako pogodila na Chelsea, čeprav seveda tudi tukaj je kar nekaj drugih kandidatov. Govorila sva recimo tudi o Dortmundu, sva se pogovarjala, Leipzig sem že omenil, Atalanto sem že omenil, to so klubi, o katerih so se pogovarjala v tem rangu nekje. Ampak na koncu vendarle Chelsea, zakaj Žiga? Chelsea ima približno tako kot sedaj PSG in City precej denarja. Letošnjem prestopnem bloku so zapravili veliko denarja, pripeljali so Timo Wernerja, Ziyech'a, Kai Havertza, pripeljali so novega golmana. V bistvu so pripeljali skoraj celotno prvo 11-terico in imeli so precej lahko skupino. Njihova skupina ni bila nič posebnega, res razen Seville, nobene take težje ekipe, kjer so pokazali nekaj rezultatov, ampak kljub temu mislim, da Chelsea imajo približno podobno težavo, kot jo ima Juventus, ki sem že prej izpostavil, in to je nov trener na klopi. Frank Lampard tudi v domačem prvenstvu ne kaže neke taktične briljance, torej da je ne vem kako dober trener. To je ekipa, ki z denarjem, ki je bil vložen v njo, ne bi smela igrati tako slabo, kakor igra. In tudi ko gledamo njihove tekme, vidimo, da nekaj manjka. Manjka neka kreativnost, manjka neka zagnanost. V medijih zdaj pred kratkim je ravno išel nek članek, da imate in Timo Werner in Kai Havertz težave s prilagoditvijo na Premier ligo, ker je bolj fizikalen način igranja, bolj man-to-man, več je tega zbijanja, več je porivanja, bolj groba igra. In vse večje ekipe bojo igrale na tak način. In če tvoja dva igralca, za katere si zapravil več kot 150 milijonov skupaj, nista dovršena oziroma nista temu kos, da bosta igrala lahko na tak način, bojo vse ekipe, ki so jih že prej omenila, bodo preprosto samo zmagale. Ja, zdaj si bil več kot dovolj podroben, mislim, da si tudi podal vse tiste glavne argumente. V Ligi prvakov so imeli tudi oni relativno lahko delo v relativno lahki skupini, že spet ena od lažjih skupin. V Ligi prvakov pride seveda do skupin, kjer so razlike v proračunu klubov, lahko govorimo o večkratnikih, lahko tudi o 10-kratnikih in verjetno je tudi to bila ena od skupin, kjer bi lahko govorili o podobnih razmerih. Skupina s Krasnodarjem, Renom in Seviljo. Chelsea imel relativno lahko delo, čeprav na koncu, ko je bilo že vse odločeno, so remizirali s Krasnodarjem. Ampak prvenstvo, ja, tukaj si pa že omenil, v prvenstvu zagotovo niso tako dobri, kot bi lahko bili. In ko so se zazrla tudi proti osmini finala in seveda razmišljala o tem dvoboju Chelsea in Atletika, sva oba dva bila mnenja, da jih lahko Atletico, ne bom rekel preseneti, glede na to, kako igrajo, to seveda ni nobeno presenečenje, ampak da jih bodo premagali. In zato sva na koncu dosti debatirala o tej poziciji, jih dala na 8. mesto, ampak sva imela tudi debato in ne bi bilo nič narobe, če bi dala Dortmund na 8. mesto in morda bi bila to celo boljša izbira, ampak ta imena, te nakupi, razlika na papirju, če temu tako rečemo, igra določeno vlogo in sva se na koncu potem strinjala. Chelsea ima potencial, da preseneti. Seveda, to ima vsaka ekipa in torej tudi imena njihova, ki jih imajo, so igralci najvišjega kova, torej najboljši igralci na njihovih pozicijah. Ampak vsaj do sedaj Lampard čez njih ni potegnil največ, kar lahko. In ekipa kot je Atletico bo to izkoristila v sebi v prid in bojo dominirali lahko tisto tekmo. In to bo tudi eden od bolj zanimivih dvobojev v tej osmini finala, v katerem sva pa že, da se ne bom ponavljal, ampak reklama nikoli ne škodi, bo seveda več ali pa bosta tudi z Blažem kakšne napovednike, morda celo za kakšne posebne pare v osmini finala naredila, tako da debata o tem in vseh teh parih napovedniki še sledijo. Za danes pa, če ne bi še kaj dodal, Žiga. Hotel sem samo še dodati edino, da pričakujemo lahko zelo zanimive izločilne boje, tako da jaz bi res predlagal, da si ogledate vsaj en par, če drugega ne si ogledate vsaj Atletico Chelsea, mislim, da bo to zelo zanimiva tekma, pa seveda Atalanta Real, ta bo tudi zelo dobra. Pa hvala Matej, da si me imel na podcastu, pa upam, da se še kaj slišimo. Zagotovo se, mislim, da tvoje nogometno znanje ni sporno, pomagal si mi zelo veliko,
Tako da, ja, zagotovo se še slišimo, tokrat pa bodi dovolj in Adijo, pa seveda, stanite zdravi. tako je.